V raziskavo, v katero je bilo vključenih več kot 1000 mladih in je 2 leti nastajala v sodelovanju Fakultete za družbene vede in Filozofske fakultete v Ljubljani, so želeli ugotoviti ne le, kako se mladi počutijo, pač pa tudi, kako na njihovo počutje vplivajo življenjske okoliščine, razloži vodja projekta ter predavateljica in raziskovalka na FDV, doktorica Metka Kuhar. Se pravi, kaj mladi doživljajo, kako njihovo počutje soustvarjajo družinski odnosi, življenjski pogoji, tudi družbeni kontekst, predvsem pa katere izkušnje jih varujejo, katere izkušnje predstavljajo tveganje za različne neugodne izide. V vse bolj individualizirani družbi se premalo zavedamo, kako močan vpliv imajo družinski odnosi, sploh če ogroženi mladi hkrati ne dobijo zadostne preventivne varnosti, podpore in pomoči. Posledice so znane, vse več mladih ima težave z duševnim zdravjem, kar je zaznala tudi ta raziskava. 21% udeležencev naše raziskave po merskem inštrumentu kaže dosti resne znake depresivnosti, 29% dosti resne znake anksioznosti, recimo 27% po vprašalniku dosega prag tveganja za motnje hranjenja. Veliko je teh odstotkov, ki tudi nakazujejo sami po sebi dosti resno sliko. In to sliko močno sooblikujejo najprej izkušnje iz primarne družine, tako v pozitivno kot v negativno smer. Pokazalo se je, da te tako zvane obremenjujoče izkušnje iz otroštva, to so taki traumatogeni dejavniki, fizično nasilje, čustveno nasilje, zanemarjanje, različne oblike zelo težavnih okoliščin v izvorni družini oziroma izvornem gospodinjstvu, da to zelo poveča obet tveganja za vse neugodne izide na področju duševnega zdravja, zlasti pa take, ki se umeščajo pod klinične. Medtem ko pozitivne izkušnje iz otroštva pa ravno obratno, več ko je teh izkušenj. Merili smo različne vrste teh izkušenj, se pravi, to je vse, kar pomeni odnos, varnost, pripadnost. Te izkušnje pa izrazito zmanjšujejo tveganje za neugodne izide na področju duševnega zdravja, kjerkoli izide pogledamo. In to so res zelo veliki učinki. Med obremenjujočimi izkušnjami iz otroštva so sodelujoči najpogosteje izkusili čustveno zanemarjanje in življenje z odraslim članom gospodinjstva z duševno motnjo. Teh je bilo 19%. Spolne zlorabe je doživelo 17% mladih. Sledijo čustveno zanemarjanje, ločitev ali izguba staršev, 10% živi z zasvojenimi odraslimi, odstotek manj doživlja fizično nasilje, še odstotek manj mu je bil priča v svoji družini. In Metka Kuhar opozarja, da med te izkušnje kategorija revščine sploh ni vključena. Skrbi pa dejstvo, da je več kot 10% mladih doživela vsaj 4 od naštetih oblik izkušenj, kar pomeni, da je vsak 10. mladi zaradi teh izkušenj resno ogrožen. In ob teh zelo vplivnih okoliščinah življenja doma imajo zelo velik vpliv na razvoj duševnega zdravja in težav z njim še zunanje oziroma družbene okoliščine, opozarja sogovornica. Tako da ti najpogostejši viri pritiska niti niso toliko notranji, ampak zunanji. Recimo 42% v naši študiji jih skrbi, ali bodo imeli kje živeti, stanovanjska problematika. 54% zaposlitev. Polovica se čuti zelo obremenjeno z šolskimi pritiski, tisti, ki so bili v našem vzorcu še šolobvezni. Samo 8% jih je optimističnih glede prihodnosti sveta. Tako da nekako jaz bi rekla, to niso znaki preobčutljivosti, ampak taki čisto realni, realistični odzivi na negotovo okolje. Tako da mladi zelo jasno zaznavajo družbene razmere, bi jaz rekla, samo pogosto jih potem prevedejo v neke, recimo, osebne težave, osebne stiske. Pričemer družba sodeluje s prepričanjem, da so mladi le preveč pomehkuženi, preobčutljivi, celo nehvaležni. A mladi niso težava, pač pa senzor in kompas napačne smeri, v katero gre družba, ki ob tem izgublja še medsebojno povezanost ljudi, kar pa je sicer velik preventivni dejavnik. In čeprav gre za odzivne okoliščine in družbene pojave, na nastanek katerih mladi niso imeli prav nobenega vpliva, družbeno obsojanje nanje še dodatno vpliva. Zdaj pri mladih jaz vidim 2 pojava. Po eni strani je ta tako zvani terapitok, terapevtski govor, ki je dosti razširjen med mlado populacijo, tudi pod vplivom socialnih omrežij, spleta v tem širšem smislu.
se pravi, da zelo hitro nekako poimenujejo določene svoje težave, ne, od anksioznosti, ne, mislim, nadevajo si tudi kakšne hujše diagnostične kategorije, s tem nekako zelo prehiterno na nek način žonglirajo, bom rekla, ne. Po drugi strani pa seveda, se mi ne zdi primerno, če se mlade poimenuje kot razvajene, premalo odporne, neodgovorne, ne, da se jih nekje okrivlja za svoje stiske, ker na ta način potem potisnemo tudi te sistemske težave, recimo stanovanjsko krizo, šolske pritiske, ne, ki so recimo prekomerni v ozadje, ne, in na nek način potem posameznik ostaja sam. To je značilno za neoliberalni diskurs. V raziskavi, o kateri govori doktorica Metka Kuhar, so poleg počutja in duševnega zdravja opažali tudi tvegana vedenja mladih. Kar 23% presega prag prekomerne rabe digitalnih vsebin, poleg tega je 24% v tveganju v tem rangu, ki pa že bi lahko govorilo o zasvojenosti, ne. To zdaj niso klinične ocene, ampak ocene na podlagi anketnega vprašalnika. 16% je že vzelo zdravila brez recepta, recimo v psihološke namene, ne. Kar bi nas mogli skrbeti, 45% jih spi manj od priporočenega, 33% pa poroča o težavah s spanjem, kar 13% vsak dan uživa energijske pijače, ne. To so zdaj podatki samo za zadnji mesec. Pomanjkanje spanja bi nas moralo skrbeti predvsem zato, ker izrazito močno vpliva na počutje mladih, a se s tem problemom sploh ne ukvarjamo, ne z ozaveščanjem, ne s spreminjanjem utečenih urnikov, kot je ura začetka pouka, kaj šele s kakšnimi kompleksnejšimi ukrepi. Zelo pozorni bi morali biti tudi na tiste stiske, ki vodijo k fizičnim poškodbam. V našem vzorcu je bilo kar 9% tistih udeležencev, ki je poročalo, da so se v zadnjem letu samo poškodovali, 14% jih je razmišljalo o samomoru, ne. To niso redke izjeme, ne, to so zelo visoki odstotki. Povezovali so se pa zelo z temi bremenilnimi izkušnjami v izvorni družini, v naši študiji, ne. Razmere v družini, spodbudne ali nespodbudne, imajo zelo velik vpliv na duševno zdravje mladih. Kljub temu starši oziroma družine, ki imajo take težave, težko dobijo pomoč. Veliko prej pa jih obsojajo ali od njih veliko pričakujejo. Se pa običajno pri tem spregleda, da so tudi starši del enega širšega družbenega konteksta, ne, in koliko je tukaj lahko enih izzivov tudi vezanih na neoliberalni trg dela, na revščino, na pač neke tovrstne manke, ne. Ali pa dejansko, ne, mislim, gre tudi za generacijo, ki sama nosi svoje bremenilne izkušnje, ne, in je vprašanje, do kolikšne mere nekako je prečistila, ne, posledice teh izkušenj, da ne vnaša zelo veliko tega, ne, tudi potem v prihodnje generacije. In če ima ta srednja in starejša generacija, kot kaže, precej nerazčiščenih travm, raziskava kaže, da mlajši precej pogosto poiščejo strokovno pomoč. Ja, na našem vzorcu je 19% anketiranih v zadnjem letu prejemalo terapevtske oziroma svetovalne storitve, dodatnih skoraj 30%, ne, pa je o pomoči razmišljalo, a je niso poiskali. 5% je bilo po zadnjem letu hospitaliziranih zaradi duševnih težav. In čeprav je iskanje pomoči seveda dobrodošlo, hkrati pomaga tudi utrjevati prepričanje, da smo mi tisti, s katerimi je nekaj narobe. Ja, je pa zdaj tudi ta nek psihoterapevtski potrošniški diskurs prisotno v družbi, ne, ki pa se kaže v ideji, da naj bi vsak delal na sebi, ne. Tako da na nek način ta terapija postaja kot nova moralna obveza, ampak jaz bi rekla, ne, če ne razumemo nekako tega širšega sistema, je to bolj kot neoblišne rane, ki jih povzroča družbeni pritisk, oziroma, ne, mladi so še vedno del družin, ki so pač v takih ali drugačnih, ne, težavnih okoliščinah, a pa tudi čisto psihološko gledano disfunkcionalne, no. Potem je pa seveda še ta biomedicinski diskurs, ki pa prevaja stisko v diagnoze, v zdravila, ima svoje mesto, ne, ampak na nek način mlade tukaj prehitro porinemo v vlogo pacientov, in je spet problem, če ne naslavljamo teh širših okoliščin, ne, kot rečeno družinskih, pa tudi neka družbena negotovost, šolskih zahtev,
nekih širših neenakosti v družbi, ne, in tako naprej. Doktorica Metka Kuhar v premislek, kako dojemamo vzroke za nastanek stisk in njihove posledice, navaja primer ustanovitve medresorske fokalne skupine. Ja, državna skupina, fokalna skupina za spremljanje tako imenovanih nevarnih otrok, se mi zdi ta diskurs pravzaprav, ne, ker določa, kako mi gledamo na stvari, kako recimo si jih razlagamo. Ne, in ta jezik proizvaja strah, proizvaja stigmo, ne, in problem se premešča od življenjskih pogojev k posamezniku. Ne, mladi so videni kot tvegani, namesto da bi razumeli, da so ranjeni. Ranjeni od, tako kot kaže naša študija, definitivno od bremenilnih okoliščin v izvorni družini, od družbene negotovosti, predvsem v kontekstu globalnih kriz. In tudi starši so ranjeni. Ne, tudi starši, recimo, ki so lahko, kdaj pa kdaj res izrazito vzgojno nemočni, pravzaprav so ranjeni. In tudi v to enačbo moramo pripeljati še ta digitalni svet, ne, ki tudi na nek način, ne zdaj, da hoče moralizirati, ampak marsikdo se tudi v tem kontekstu ne znajde, ne, in mladostniki, in starši, ne, in širša družba. Zato sistem samo gašenja požarov, ko težave že postanejo opazne, težje obvladljive in škodljive, ni dober. Doktorica Kuhar meni, da bi bilo smiselneje prizadevati si za preventivo. Potencialno bremenitve vplive iz izvorne družine bi bilo dobro iskati s presejalnimi testiranji ob rednih sistematskih pregledih. Hkrati pa seveda družinam zagotavljati pomoč z dobro delujočo podporno mrežo zdravstva, šolstva in sociale. Podpora bi morala biti dostopnejša tudi v šolah, mladinskih centrih, lokalnih skupnostih, nevladnih programih. Ustvariti bi morali kulturo skupnosti in podpore, kajti stiske, s katerimi mladi ostanejo sami, močno povečajo tveganje. To, kar kaže vse študije, to so res taki obeti tveganja, to so nori obeti tveganja. Če imaš ti recimo v družini 4 ali več teh okoliščin, pa to si garant, če ne v mladosti, pa malo kasneje. Imaš fizične težave, duševne težave. Programi, ki jih preprečujejo in bi jih potrebovali še več, potekajo tudi na različnih koncih sveta. In vse skozi dokazujejo tudi finančno upravičenost njihovega obstoja. Na primeru britanskega projekta Sure Start oziroma Varen začetek ponazori doktorica Metka Kuhar. Tle so tudi zelo jasni izračuni, koliko milijonov, ne, tudi sistematične analize se prihran že samo na področju zdravstva, če delujemo preventivno. Ne. Tukaj imamo več kot dovolj tudi študij, ne, zelo resnih študij iz raznih kontekstov, evropskih, ameriških, ki zelo jasno pokažejo, koliko prišparajo, ne, koliko finančno prišpara vlaganje v čim bolj zgodno preprečevanje bremenilnih izkušenj, ne, in pa spodbujanje pozitivnih izkušenj v otroštvu.